Zdaj bomo prešli na našo naslednjo zgodbo. Nova ekskluziva Axios naj bi razkrila, kako je Trumpova administracija dejansko komunicirala z Islamsko republiko. Očitno, ko so ZDA poskušale pogajati z Iranom, Washington ni bil prepričan, ali imajo ljudje za mizo dejansko moč, da sklenejo dogovor. Zato jih je Trumpova administracija obšla in odprla tajni komunikacijski kanal neposredno do močne iranske revolucionarne garde. Axios poroča, da je Bela hiša kot posrednika uporabila iraškega kurdskega voditelja Natirja Nečirvana Barzanija, da bi stopila v stik s poveljnikom IRGC in poskušala izvedeti, kaj si iransko vojaško vodstvo v resnici želi. Vendar so pogovori na koncu propadli. Torej je vprašanje seveda, kaj to razkriva o tem, kdo v resnici sprejema odločitve v Teheranu. In z nami v studiu je nihče drug kot dopisnik Halid Sledin, ki nam bo razložil ta skrivni vzporedni kanal. Veš, mislim, da ni presenetljivo, da je zmeda glede tega, kdo trenutno sprejema odločitve v Iranu. Ampak kako nenavadno bi rekla, da Bela hiša zaobide uradne iranske pogajalce in gre neposredno do revolucionarne garde? Glede na pretekle primere, to ni nenavadno. Mislim, večkrat so poskušali posredno govoriti s Hamasom in prav tako so poskušali, če štejemo prejšnjo Trumpovo administracijo, so govorili s Kim Jong-unom. Torej, je zelo običajno, da Trump reče, da govorijo z njimi. To smo slišali že večkrat. Še posebej, ko gre za Hamas. Enako tudi, ko je bil Izrael zaskrbljen, da sta Kushner oziroma Witkoff govorila s Hamasom, ko so bili talci še vedno v Gazi. Govorimo o začetku leta 2025. Torej, to ni nenavadno. In to se je zgodilo po začetku premirja aprila. Vendar niso prepričani, kdo tukaj sprejema odločitve. So to tisti, ki jih zdaj imenujejo izdajalci, govorimo o Karibovu in zunanjem ministru Arakčiju. Ljudje na ulici pravijo, da bi jih morali obesiti. Zato so se spraševali, ali sploh imajo pooblastilo IRGC oziroma vrhovnega vodja. In takrat je bila direktorica Nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard na svojem položaju. Poklicala je Barzanija. Barzani, zelo zanimivo, med iraško-iransko vojno je dejansko prebival v Iranu in ne v Iraku. Iranski režim mu nasplošno zaupa. Pozna veliko ljudi v regiji, posebej v Iranu in seveda tudi v ZDA. In takrat je poklical IRGC oziroma ljudi, ki jih tam pozna. In po nekaj pogajanjih so poslali nekoga z zaščitenim telefonom v Kurdistan v Iraku, v kurdsko regijo v Iraku. S tem varnim telefonom je govoril z Vahidijem, generalom Vahidijem, ki vodi IRGC. In rekel je, da blagoslovili smo te pogovore in želimo ta problem rešiti s pogajanji. Seveda, kot ste rekli, pogajanja niso šla dobro in še vedno smo ujeti v tem. Ja, veste, videli smo tudi, da so ZDA menda želele imeti tajna pogajanja v iraškem Kurdistanu, vendar se je Iran bal, da bi izraelska obveščevalna služba tam ciljala njihove uradnike. Kaj nam to na koncu pove o varnostnih pomislekih, veste, v zvezi z morebitnimi prihodnjimi pogajanji med ZDA in Iranom v tem trenutku? No, prav imajo, da jih skrbi iraški Kurdistan. In ko gre za naslednji krog pogajanj, vidimo, da sta samo Halilbaf in Daraji, veste, tista, ki vodita vse to prizadevanje, ker na vse zadnje Vahidi ve, da je tarča. Če je kdo ovira za dosego dogovora, torej za iranske koncesije, bi bil to Vahidi. Ali nekdo, veste, ki mu je blizu ali spada v njegov krog. In to bi bila tarča. In seveda želijo razkriti lokacijo vrhovnega vodje zaradi, koliko razumem, dveh stvari. Najprej, ker se bojijo, da bi simbolični atentat na novega vrhovnega vodjo, ki je na položaju šele nekaj mesecev, pomenil veliko. Ampak tudi zato, ker ga trenutno nadzorujejo. Mislim, ne vemo natančno, kako močan je. Ne vemo, ali je sploh živ, vsaj po nekaterih izraelskih virih. Ampak še vedno ne vemo, kakšno je njegovo stanje in česa je pravzaprav sposoben. In morda ga dejansko uporabljajo za to, da prenaša sporočila, ki jih želijo prenesti oni in ne kdo drug. Torej, seveda je varnostna skrb resnična. Ko bo prišlo še do enega kroga spopadov med ZDA oziroma Izraelom in Iranom, bodo zagotovo IRGC bo tarča, vrhovni vodja bo tarča. In Izrael ima veliko obveščevalnih virov, ne samo v iraškem Kurdistanu, ampak tudi drugje. In zagotovo jih bodo tudi uporabili. V redu, Palije, najlepša hvala za to razlago. Zdaj bomo nadaljevali.